Živjo! Danes pa iz Horjula proti Koreni nad Horjulom. Štartali smo iz Horjula, torej pri domu za starejše občane, kjer imamo na izbiro dve poti, eno desno in eno sredinsko, bom rekel. Mi smo izbrali sredinsko. Šli smo čez dvorišče. Tako je. Gremo še enkrat čez dvorišče. In veselo nadaljujemo pot. Pot je markirana. Je pa danes kar blato. Pot, po kateri mi danes hodimo, se imenuje Stara pot. Piše, da bi ne bila strma. Zaenkrat še nismo srečali hujše strmine. Po približno kilometru pa pol smo prišli do dela poti, ki se spenja. Pot nas sedaj vodi cikcak proti vrhu. Po pol ure hoje smo prišli do prve jase. Prispeli smo do asfaltirane ceste, po kateri nas markacije peljejo naprej. Pred nami pa čudoviti razgledi nad Horjulom. Prišli smo do razpotja na asfaltirani cesti, kjer se mi držimo desno. Markacije ne vidim nikjer in nadaljujem desno. Že samo pogled na te gore delovni krajša in zdravi srce. Do vrha smo potrebovali 43 minut, razdalja je bila 2,44 km in imeli 350 metrov vzpona. Vračali se bomo po drugi poti, katera dol grede malo prej zavije levo in je poznana kot lažja pot. Mi pa si samo želimo, da je manj blatna danes. Tudi ta druga pot je dobro markirana, zaenkrat imamo manj blata, pot je tudi širša. Otroci pa uživajo ne glede na blato, več je blata, bolj so srečni. Tale pot je za otroke celo bolj zanimiva, saj se ob poti nahaja ograda, za katero se pasejo jeleni. Tega otroci ne morejo videti vsak dan. Mi končujemo naš današnji pohod. Imeli smo še iskalno akcijo našega psa. Tako, pes najden. Fanta srečna. Ja, zelo sta se prestrašila za svojega družinskega prijatelja, hišnega prijatelja. Se poslavljamo do naslednjič. In že komaj čakamo, da se oglasimo z kakšnega novega hriba.